Danes je torek, 30. maja. V četrtek, 1. junija, naj bi pa imel neko predavanje za trenerje oziroma trenerke ženskega rokometnega kluba Olimpija. Zdaj bom poskušal jaz deliti F5. Kako naj zdaj to delim? Stop sharing. Še enkrat. Takole, pa F5. Pa Alt-Tab. Alt-Tab. Pa share screen. Share. Evo, zdaj pa naj bi tole tudi videli. Mogoče bo šlo to kdaj v kakšen eter YouTubea. Namreč predavanje, ki sem mu dal naslov, mogoče bo imel kak drug naslov, zdajle pač malo vaden. Ženski rokomet skozi psihoanalizo. Z neko ortodoksno psihoanalizo ne bom ravno utrujal, ampak par stvari pa moram povedati, da bodo ti trenerji, menda je pa predvsem veliko trenerk, vedeli nekaj več. Kako pa zdaj dol dam? Takole. Torej, s psihoanalizo se lahko malo pomagamo, če jo dobro razumemo. Šport je pač neka enigma, ki sem jo jaz pred 25 leti dodobra razčlenil skozi nekatere psihoanalitične koncepte. Psihoanaliza je malce bolj udarna, več pove, bolj izpovedna je. Nenazadnje sem predaval trenerjem na Olimpijskem komiteju pa fakulteti za šport. Imeli smo neko 10-člansko ekspertno skupino, jaz sem tam sicer filozofijo športa oziroma športologije predaval, ampak večina teh predavanj je bilo vezanih na psihoanalizo, tam sem predaval o ideologiji, tukaj pa bom poskušal predavati dve temi. Ena je transfer, druga je pa beg v bolečino. Pač športnih poškodb je veliko. Se mi zdi, da je neka dodana vrednost ta psihoanaliza. Če bi športni trenerji malce več vedeli o tej psihoanalizi, bi si lahko pomagali pri doseganju vrhunskih rezultatov. Tako da začel bom s transferjem, to je nezavedno čustvovanje v povezavi, torej v tandemu športnik-trener ali pa športnica-trener ali pa trenerka, športnica, športnik ni toliko v tej kombinaciji s trenerko, čeprav tale Jorgič pa Ojsterškova, tale čez hrib sta doma, sta pa tandem trenerka kot neka dobra mama, pa sinček, nek športnik, ne. Ampak načeloma se transferno čustvovanje zelo proučuje v teh tandemih trener-športnik ali pa trener-športnica. Ta tema je zelo delikatna, jaz sem, se mi zdi, pred 25 leti začel to temo obdelovati, tudi predavati, že v knjigi Šport skozi psihoanalizo, da sem imel to poglavje o psihoanalitičnem transferju. To je ta rdeča knjiga Šport skozi psihoanalizo. Zdaj, tole je moja malenkost, ko sem bil še direktor, tale 10 metrov čez cesto je tale bazen. Ja, bil sem še takrat Apolon, tale slika nastala 20 let nazaj, se mi zdi, ali koliko. Tole so 4 moje knjige, poleg Športa skozi psihoanalizo, ki dejansko epohalna knjiga, je 2001. leta izdana, je tukaj še prva knjiga, tudi epistemološko prelomna, ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država,
1999 leta sem to napisal. Potem sem še subjekt v ideologiji športa, to je moj drugi magisterij na sociologiji kulture pri Močniku, to je ta tretja knjiga 2003. leta je šla, potem je pa še pika na i, psihoanalitične interpretacije športa, to je pa interpretacija športa. Torej, gre se za to, da uvodoma povem, da nisem neki suhi teoretik, da sem bil trener v vrhunskem ženskem športu, gimnastiki več kot 10 let, tudi trener jugoslovanske reprezentance, tamkajšnjega 89. leta, rekel, še v prejšnjem življenju. Nenazadnje se tudi malo ve, da sem sodeloval v Zilko Štuhec, tako ali drugače, zdaj detajle pač ne govorim, kje sem jaz v tej Ilkini zgodbi, niti ne bi govoril o recimo sodelovanju z Acetom Sitarjem pri Gloriji Kotnik in njeni olimpijski medalji, ampak ker je Aco že to parkrat povedal, da sem tudi jaz tam nekje zraven, ne, pač povem, da dejansko sem sodeloval ne toliko, da bi delal z Glorijo, pa sem tudi bil z Glorijo na nekajkratnih pogovarjanjih še pred korona krizo, ko se še ni vedelo, da bo ta korona kriza tako rekoč prekinila njeno kariero, torej še preden je bila noseča, pa dobila otroka, sem imel neka pogovarjanja. Glorija Kotnik bi po mojem videnju morala dobiti medaljo že v Pjongčangu, ne. Ester Ledecka se je samo nje bala, ampak pustimo zdaj to, no. Rad bi povedal, da nisem kar neki suhi teoretik, da pač delam športniki psihično pripravo, delam pa to skozi psihoanalizo. Zdaj, dotikam se jaz, torej v predavanju se bom dotaknil pač telih konceptov Freudovih. Malo je treba vedeti, da je libido tle osnovni energetski koncept, libidinalna ekonomija, kako se psihična energija pretaka po čustvih, po mislih, kaj je oenergeteno oziroma zabezecano. Bezecno, ki je ta izraz Freudov, karteks angleški izraz, jaz govorim o energetenih mislih, čustvih. Stebrni kamen psihoanalize je Oidipov kompleks, treba ga je obvladati zato, da se ve, kako se ženska obnaša v športu, kako moški oziroma dekle, fant. Na Oidipov kompleks se veže koncept kastracije, kastracijski kompleks oziroma kastracijska bojazen, ki je ključna za moško tekmovanje. Zdaj, treba je vedeti, inherentni del psihoanalize je nezavedno. Tukaj so potlačitve, izrivanja, to sta dva obrambna mehanizma. Status simptoma ima marsikaj, tudi transfer, status simptoma. Simptom je vrnitev nečesa potlačenega, na kratko rečeno. Treba je vedeti, da človeka obvladuje načelo ugodja. Treba je vedeti, da so ključne za razvoj osebnosti 4 faze psihoseksualnega razvoja, oralna, analna, falična faza, potem po latenci še genitalna faza. Treba je vedeti, da sanje niso zgolj kraljevska pot do nezavednega, ampak so sanje predstavljajo kraljevsko pot do simbolnega, torej do nekega latentnega, skritega. Tukaj so simbolni procesi, simbolna struktura, sanj oziroma ne samo sanj, tudi stvarnosti. Treba se je zavedati te osnovne topike, jaz, nadjaz, ono. Treba se pa zavedati, da človeka ohranjajo v nevednosti številni, preko 50 je številni obrambni mehanizmi, pa tako naprej. To so osnovni koncepti, ki jih je treba vedeti, da slediti mojemu predavanju. Zdaj, tole so ključne paradne Freudove misli, torej, da zavest v resnici ne ve, kaj nezavedno resnično misli. Nezavedno je ključno,
zavest je tam neka iluzija, nič se nam naključnega ne zgodi, tako rekoč, vse ima nek smisel, neko latentno, nezavedno ozadje. Da psihoanaliza pa je nekakšna kuga, je rekel Freud, sta modrovala z Jungom 1909. leta, sta potovala v Ameriko, ne, mislijo, kaj jim prinašamo, ne, s to psihoanalizo, mi jim pa prinašamo kugo. S tem, da se ne ve točno, kaj bi ta kuga bila, ne, ali neka smrtonosna bolezen, ali pa nekaj, s čimer se okužiš, pa pol se ne moreš več, rekel, te psihoanalize losati, ne, znebiti, vedno imaš v glavi, ne moreš, ne da bi vedel. Zdaj, Freud je ob Koperniku in Darwinu tretji top mislec, jaz ga imam za top 5 mislecev, tle je še kak Tesla, pa kak Einstein, ne. Mislec, ki je ranil človeški narcizem, ne, to je epistemološki prelom naredil s tem, da je v središče dal zavest, torej nezavedno zavest je umaknil iz epicentra znanstveno-teoretske pozornosti, ne, rekoč, da je človek kot subjekt suženj svojega nezavednega, da je dvakrat slep, ne, da ni gospodar v lastni hiši in mi tako rekoč o sebi nič ne vemo, ne. Epistemološko prelomljenje je bil pa na način, da je rekel, da je človek seksualno bitje, ne, in to je že ranilo ta človeški narcizem, tako kot ga je ranil Darwin, ko je rekel, da je človek iz opice, ali pa Kopernik, ko je rekel, da že Zemlja ni središče sveta. Ne, za nameček pa Freud rekel, da je seksualen že otrok. Ne. Bistvo pa je, da je Freud zavrnil zavest kot tisto, ki jo je treba preučevati treba nezavedno, ne. Zdaj, danes bi pa jaz rekel, treba je preučevati simbolno, ne. To je zdaj kvantna psihoanaliza, ki ne vem, če bojo vsi sledili, ko bom tole predaval, ampak vendarle. Psihoanaliza je kvantna v smislu, da je primarni proces nezaveden, je rekel Freud, zavestno je imaginarno, je rekel Lacanter, nepomembno, sekundarno, je rekel Freud, to je ledena gora, ki ima poleg zavesti, ne, nad vodo še predzavest, to je nek segment zavesti, ki se občasno obnaša kot potlačeno, se pravi izrinjeno iz zavesti, to je predzavest, ključen del človekove duševnosti je pa nezaveden, ne. Nezavedno je predvsem ta živalsko, ono, id, nezavedni je tudi jaz, ne, nezavedni so obrambni mehanizmi, nezavedna je pa to tudi moralnost človekova, super ego, nadjaz. Malo pač obudim tele osnovne stvari. Govoril bom pa o transferju. Transfer je tako rekoč največji doprinos Freudov psihoterapevtiki, ne. Tole je Martin Charcot, tale slika je risba nastala v Parizu, okoli leta 1880, mogoče še prej. Charcot je imel to neko svojo norišnico, ne, blaznico, ki je imel ne vem koliko, 5000 pacientov, šizofrenikov. Najbolj znana obolelost tistega časa je bila histerija, ne. Z njo so se ukvarjali. In Freud je bil s tem transfernim odnosom, v transfernem odnosu, o katerem bom danes govoril, s tem Charcotem, ne. Charcot je bil njegov nek oče, od katerega se je Freud ogromno naučil, tudi logiko hipnoze, tale ženska tule je hipnotizirana. Vsi simptomi histerije so pod hipnozo izginili, ne. Freud je rekel, pa ni hudir, da je to potem neka nenevrološka motnja, ne, ker so do takrat, Freud je bil nevrolog,
proučevali živce, ne, in okvarjenost živčnega sistema v povezavi s histerijo, ampak ker so v hipnotskem stanju pa vsi simptomi izginili, ne, je pa Freud potem modroval v smer, razmišljal v smer, da je histerija neka psihična bolezen, ki bi se jo dalo pozdraviti. Kako že? Z besedo, ne. In tukaj se potem navezal na Jozefa Breuerja, njegovo znamenito pacientko, ki je rekla: gospod doktor, pa vi zdravite z besedo, ne, s talking cure, kot da bi mi prepucavali dimnik, ne. Sweeping chimney se je izrazila, ne. Pucati dimnik je pa že kar malo seksualno, ne, tako v tej neki simboliki. Anna O. Berta Poppenheim je pač ta prva pacientka Jozefa Breuerja, ki je ugotovila, da se da, torej nakazala, da se da zdraviti te psihične bolezni, predvsem to histerijo z besedo, s pogovarjanjem, ne pa s tableti, ne. Gospod doktor, vi največ meni pomagate, ko se z mano pogovarjate, ne, je bila dikcija Anne O. Berte Poppenheim, Breuerjeve pacientke. Freud je ni poznal, ampak se je seznanil s tem primerom, ne, kako je kar naenkrat lahko pila vodo s kozarca, prej pa to nikakor ni mogla. Ampak zakaj že? Zato, ker se je spomnila enih dogodkov, vezanih na odpor do pitja vode s kozarca v povezavi s psom, češ da je pes pil iz kozarca, ne. Zakalkulirala se je v razmišljanju, potem ko je pa spoznala, da ni nič narobe s tem kozarcem, s katerega ne more piti, ampak da je kot deklica videla ena stvari pri psu, da je pil domnevno z istega kozarca kot ljudje. In ta gnus se je potem nekako, bi rekel, fiksiral na njeno predstavo pitja vode iz kozarca, ne. Ko je prišla do uvida, ne, uvid je ta pravi izraz, je takoj prijela kozarec in pila, ne. Ni imela več te fobije pred pitjem z vodo, pitjem iz kozarca. Torej, tudi moj največji doprinos športologiji je bil, tako kot Freudov doprinos k psihoterapevtiki. To vednost prinašam že 10, 20 let nazaj, sem poskušal malo razlagati, da je ključno čustvovanje med trenerjem in športnikom, športnico, ne. Trener kot tista avtoriteta, ki nekaj ve, ki mora spreminjati, ne, delati promeno na mozgu športniku ali pa športnici. Trenerjev ta status vrnjenega očeta je ključen, da se zgodi pri sinu, hčerki, ne, športniku, športnici, sprememba v razmišljanju, v smer zmagovalnosti, ne. Zdaj, transfer v tem ožjem teoretskem pomenu pomeni, banalno rečeno, da se športnica zaljubi v svojega trenerja in ta je potem pa sposoben narediti dobesedno vse v smislu verjetja, da bo zmagala. Ne, tudi tandemi, kjer se ta transfer dogaja, so, najbolj pogost je trener športnica, ne. Tukaj se največ sprememb dogaja v športničini glavi na pobudo čustvovanja, ki ga vzpostavi dekle, športnica s svojim trenerjem. Tukaj v transfernem razmerju sta plesalec, plesalka, ne, sta čustveno vezana, mnogi se tudi potem zaljubljajo, poročajo pa tako naprej, ampak to čustvovanje se vzpostavi. Torej učitelj, učenec, učenka, ne, ali pa učiteljica, učenec, učenka. To so te kombinacije, šef, tajnica ali pa direktor, tajnica, asistentka, nadrejeni, avtoriteta, podrejeni, podrejena, to so ta čustvovanja, ki izhajajo iz čustvovanja otroka do svojih staršev. To je ta fundament, na katerem se zgodi to transferno čustvovanje. Skratka, vodja skupine, član skupine, najbolj znamenite te čustvene vezi so med direktorjem in tajnico, pa županom, pa tajnica župana, pa tako naprej, ne. Ali pa profesor, asistentka, profesor, študentka, ne. To se potem čustvuje tudi v detajle, ne.
Ali pa zobozdravnik, tista asistentka, ne, ki mu tam daje, on pa vrta. In pol, ki sem jaz par teh zobozdravnikov spraševal, če kaj sanjajo o svojih asistentkah, ali pa asistentke, če kaj sanjajo o svojih dohtarjih teh, ki jim asistirajo. Seveda je ogromno teh sanj, vse sanje so seksualne, ampak na zavestni ravni, na manifestni ravni se pa zgolj vrta tle po zobeh, ne. Avtoriteta je tu dirigent, pa so pa tam recimo ali so pevci, oče, ki dirigira, ali pa mama, ki dirigira, pa jo hčerka ubogajo, ali pa sinovi, ne, dirigent, pevec. Potem je tukaj politika, recimo predsednik države, pa njihove očice, ali pa politik, pa člani stranke. To so ta transferna čustvovanja, ki zdaj ni to tako enostavno, kot se sliši, ampak se za tem skriva tudi neko pranje možganov v razne smeri. Tale tandem, ne, Paja pa Čkalja, tisti, ki je malo starejši, se spomne, ta dva sta kamionđije, to sta ful čustvovala med sabo, bila prijatelje, tudi ta prijateljstva, ne, intenzivna, imajo neko transferno ozadje, kar pomeni, da se vrača, transferira iz otroštva neka paradigma, ko je nek sinček imel svojega brata ali pa sosedovega dečka, s katerim sta bila celo otroštvo nekak frenda, ali pa sorojenci so skupaj živeli in potem se v odraslosti ujamejo mnogi v neka prijateljevanja, ne. Recimo jaz, ki sem pa bil edinec, pa tako rekoč nimam prijateljev. Mislim, nimam prijateljev toliko močnih, da bi bil ne vem kako čustveno vezan, ne. Pa tudi s prijatelji je hudir, ne. To te znajo fejst razočarati, ne. Tako da jaz načeloma nočem več biti v nobenih prijateljskih povezavah, ker so me doslej eni prijatelji najboljši fejst razočarali. Zdaj, tole je malo smešno tukaj nakazano, ko sem po bolnicah predaval, so se režali še pa še, ne. Vsak kolektiv, ki dolgo časa skupaj deluje, in to recimo na delovnem mestu ali pa v klubu, ne, znotraj uprave klubske, znotraj ekipe, so tudi neki maserji, pa fizioterapevti, kondicijski trenerji, glavni trener, pa tako naprej, pomočniki. Vedno se dogaja neko čustvovanje, ki ima v ozadju še nek fundament, ta fundament je pa nastavljen v otroštvu, ne. In transferna razmerja so v bistvu razmerja, ki so zastavljena v otrokovem otroštvu, potem se pa ponovijo v odraslosti, ne. Tudi znotraj neke ekipe, ne, ekipe, kjerkoli ste vi trener, obstajajo ta transferna razmerja, to čustvovanje, laično rečeno. V športu imamo transferna razmerja med soigralci, soigralkami, osebjem, ki je vezano na to ekipo, ta neka pač vsi, ki so vezani na ekipo, pa dnevno delajo z igralci, z igralkami in se še čustvuje medsebojno. Tukaj so trenerji, ne, trener je načeloma oče, ali pa recimo, če trenerka je mama, pol pa tukaj še uprava, funkcionarji, ne, predsednik kluba, ne, klub je neka družina, ne, kjer je oče te velike družine, na eni točki je že trener za športnike, športnice, ampak oče družine je pa tudi predsednik kluba, ali pa tisti mogoče ekonom, ki vse pošlihta, ne, če je predsednik vedno odsoten, pa se tam samo tam za neki denar skrbi, ne. Vse to je treba razumeti, zdaj, če je pa zgodba še malo spolno mešana, ne, da gre za skupine, kjer so recimo avtoritete neki moški, tam neke podrejene so pa neke ženske, in če pride do nekih čustvovanj, pa tukaj ni tabuja incesta, ne, se pravi, oče pa hčerke, ne, to niso v sorodstveni zvezi. In če se intenzivno skupaj deluje, recimo na delovnem mestu, se recimo v nočnih izmenah
v bolnicah čuda stvari dogaja, ne? Noč ima svojo moč, pa tako naprej, ne? To so pravi haremi, te bolnice. Pa je pa prednjači Trbovska, smo enkrat rekli na enem izobraževanju, oziroma ko sem predaval na eni od bolnic, ne vem, je bil to Šempeter, Nova Gorica ali Slovenj Gradec, ne. Sem dolgo rekel, sem tole razlagal, sem vi v Trbovljah, vi imate harem, ne. Vsaka medicinska sestra komaj čaka, da bo imela nočno izmeno, ne. Tam se pa razni kirurgi, pa dežurni zdravniki sketno spustijo. No, potem so pa tele čustvovanja znotraj skupine. Tale mikrosociologija, sociogrami se delajo v ekipi, ne, ta mikrosociologija teh ekip, moških ali pa žensk, mi je zelo pomenljiva, ne, veliko sporoča v sebi. Jaz sem že delal, ne vem, pri košarki sem dosti delal, recimo s tem mojim prijateljem Damirjem Grgičem sva se veliko pogovarjala, to je bivši selektor, ki ga je nasledil ta Grk, ne. Ogromno sva se pogovarjala o teh čustvovanjih, ki jih dekleta vzpostavijo znotraj sebe, ne, in trener, če ve, za kaj se gre, ima to pod kontrolo, ne, in tale moj prijatelj Damir je ogromno nekega mojega znanja dobil in je imel vedno vselej vse pod kontrolo, ne, kolikor se pač da imeti pod kontrolo, če imaš neke, ne bom rekel podivjane kobile, ne, ampak če imaš te razposajene trmoglavke, ne, športnice, najstnice recimo, pa potem mlade ženske, to se jim dogaja ful not po glav, ne. In jaz sem že v enem intervjuju rekel, da je moška psiha vesolje, ne, ki ga je težko razumeti, ženska psiha je pa tudi vesolje, je še težje razumeti, še večje vesolje, ne, žensko razumeti, ne. In ker sem bil pa v Mariboru in ker je bila želja novinarke, da kaj od Ilke povem, sem rekel, Ilka je pa čisto tretje vesolje. Ta ima pa psiho še bolj zavrzlano, kakor je njena frizura, ne. Se pravi, vsaka ženska ima specifično psiho, ne, bolj ali manj se punce razlikujejo po psihičnem ustroju med sabo, fantje saj so tudi različni, ampak punce so pa zavozlane še pa še, ne, in moraš biti pravi ekspert, da tole vse skupaj zapopadeš, ne. Mislim, zapopadeš, treba je vse imeti pod kontrolo, ne, te spore je treba non-stop reševati, punce se skregajo za vsako figo, fantje se ne tako. To so tudi v igri, se čudno obnašajo, pa še pred špeglom, ne, še pred ogledalom, katera je lepša, pa tako naprej, ne. Katera se boljše nastavi tistemu tam, ki se tam potika kot libidinalni kandidat za terapijo ženske želje, pa tako naprej, ne, saj malo se ve, ne, malo se pa tudi noče vedeti, oziroma si zatiskamo ušesa, si zatiskate ušesa, jaz sem pa tukaj, da kaj povem, glih iz registra prepovedanih znanj. Torej, čustveno ujemanje med športnikom in trenerjem, ali pa športnico in trenerjem, ali pa trenerko in športnico, recimo, je ključ do uspeha. Če ni tukaj nekega ujemanja čustvenega, tudi da si dva v tandemu bereta misli, to se ne da nič narediti, ne, iz registra uspeha. Trener se mora zavedati svojega tega statusa avtoritete, statusa vrnjene mame, če je trenerka, ali pa vrnjenega očeta, ne. To niso retorične fraze. Dejansko deklica ali dekle, ženska čustvuje, kot je kot deklica čustvovala do svojega v primarni družini doživetega očeta, ne. In tukaj je fajn, če trener malo ve, kako je bilo s tem očetom v primarni družini te športnice, ki jo ima tam, ki jo mora krotiti, če je recimo del ekipe ali pa če je v individualnem športu. Trener je na neki način vrač, ki svojemu varovancu ali pa varovanki vseskozi dopoveduje,
da ta športnik, športnica lahko zmaga. Skozi smo šli dopovedovati in ona se mora navzeti. Športnice se z lahkoto navzamejo. Pri športnikih je mogoče malo težje, ker je veliko talenta tukaj pri športnikih. Pri športnicah je pa mogoče talenta dovolj, problem je samo psiha, verjetje. In tukaj je tisti trener, ki vsili verjetje športnici, da je sposobna zmagovati. Zdaj, če gre za ekipo, kar je dosti težje, mora pa trener celi ekipi, pa trenerka dopovedati, zdaj smo pa mi konkurenčne, da nabijemo tisto, kaj že, nazadnje, Krko. Potem obstaja tukaj znameniti odpor, kako naj rečem, upor oziroma odpor do zmage. Športnik se tudi opira ponujeni vednosti, ponujenemu znanju. Trener se tam napreza in potem trči na odpore. Odpor recimo do zmage je eden pomembnih odporov. Ta odpor do zmage je nezaveden, ima neke korenine. Mislim, to zdaj jaz sam nakazam, da obstajajo nezavedni procesi. En od pomembnih, in treba si jih teh odporov zavedati, je tudi nezavedni odpor do zmage. Zdaj, koliko je tega samokaznovanja z neuspehom, to ne morem zdaj kar servirati pa reči, obstaja nezavedni odpor do zmage, ker se človek kaznuje v smislu, raje sem poražen, ker si to zaslužim. Ali pa ker spoštujem željo očeta, ki me vedno naslavljal, ti si lužer, nikoli ne bo zmagal ali pa zmagala. Se pravi, odpor do zmage je nezaveden. Korenine ima v otroštvu, navadno je oče tisti, ki v športnika ali pa športnico naseli tisti dvom, konstrukt nezavednega dvoma se reče. Pri določenih športih, pa določenih športnih panogah se pa določeni konstrukti nezavednega dvoma ukoreninijo kar v celo nacijo. Potem ne pride, če si Slovenec, pa igraš tenis, nikoli ne boš prišel med prvih 100, moraš biti Srb, da prideš med prvih 100. Ali pa če si, ne vem, Hrvat, ne moreš ti smučati, ali pa Srb, Bosanc, ne moreš smučati, ampak potem je šla pa Janica Kostelić oziroma družina Kostelić živeti v Celje, pa so pa videli, da govorimo slovensko, izgledamo kot Slovenci, torej smo Slovenci, in pa zmaga svetovni pokal. Ker neha verjeti, da Hrvati ne morejo zmagati svetovnega pokala. To so te neki nezavedni procesi, pa arhetipski odpori do uspeha. Če si ti Argentinc, ne moreš alpsko smučanje zmagati svetovni pokal, pa si lahko kloniran Tomba ali pa Majer, kjerkoli. Torej, če govorimo o transferju, je treba vedeti, da sta mati in oče ob bratih in sestrah največkrat pa najbolj vračana oziroma transferirana lika, mati in oče, pa so pa še tu še sorojenci. Najmočnejša libidinalna vez se navadno vzpostavi med dečkom, torej sinom in materjo, to čustvovanje pa med deklico in očetom. Deklico kot hčerko in očetom, njenim očetom. V otroštvu se to doživlja. Na tem fundamentu se potem gradijo razna čustvovanja v teh ekipah s trenerjem, trenerko in športnikom, športnico. Očetova beseda v športu, vsaj za sinove, najbolj prime. Očetova beseda, ne materina. Tako da enkrat sem Marti Bon rekel, sej ti ni tvoj problem, da ti ne bi toliko vedela, kot recimo Tone Tisl ali pa Marko Šibilak, to so ista generacija tam. Problem je tvoj vhodni spol, tvoja izjavljalna pozicija. Ti kot ženska težko razložiš, recimo puncam že, ampak ne pa fantom, da boš ti, kako je treba zdaj goldati. Tebe ne bojo poslušati, tako kot mame niso poslušali, kako je treba zmagati. Zato je ta spol v izjavljalni poziciji zelo pomemben. Ampak to težko zdaj trenerkam v žogarskih športih
suvereno dopovem, ker bo imeli takoj odpore, ne. To pa ni res, to je pa stereotip. Ni glih stereotip, ker v ozadju so neki infantilni procesi vezani na primarno družino, ne, kjer je oče ima svojo vlogo, mama svoje, hčerka se tako psihično obnaša, sin pa drugače. Ne. Zdaj, okej, psihično investirane so tudi te druge kombinacije, sin oče, ne, tukaj je zelo pomembno sin oče, in trener načeloma vstopi namesto infantilno doživetega očeta, ne. Trener, moški. Pri ženskah oziroma trenerkah in njihovih športnicah je situacija bistveno bolj zapletena, ne, bolj kompleksna, ne. Tako da ne bom zdaj šel v to smer, ker jaz predavam zdaj pa ženskim trenerkam, ki trenirajo punce, ne, to še vzdrži, če bi ženske trenirala fante ali pa moške, ne, to bi bilo pa malo težje, ne bi nič poslušali, ne. Zato, ker tisti, ki ga fant posluša, je oče, ki pove, kako se kastrira, se pravi zmaga nasprotnika. Ne bo mamo šel spraševat, mama je tista, ki ga potolaži, ne, in kako drugo modrost pove, vezano tudi lahko na šport, ne. Se pravi, trenirova beseda dela promeno na mozgu, ne, zaleže predvsem tedaj, ko trener pridobi ali pa zadobi status simbolno vrnjenega, nezavedno vživljenega, simbolno vživljenega, transferiranega očeta ali pa mame, če gre za trenerko. Ja, okej, če bi citiral Freuda, bi rekel, transferno razmerje je nekakšno bojno polje, na katerem lahko pridemo do želenih psihičnih sprememb. Je rekel Freud, mislil pa na psihoterapevtski proces, ne. Zdaj, ampak tudi trener, saj ne bom rekel, da terapira svojo športnico ali pa športnika, ampak skozi dela spremembo v razmišljanju, ne, v smer verjetja v zmago. Skozi ga spreminja, skozi mu vsiljuje zmagovalno mentaliteto. Športnik oziroma športnica mora svojemu trenerju zaupati, mu verjeti, ne, verjeti je pa zavestno in nezavedno. Na zavestni ravni človek še misli, da verjame, ne, ampak nezavedno ne verjame, ne. Če ti rečeš tam, mi bomo zmagali, ne, v fuzbalu rečeš, mi zdajle igramo z Brazilci, mi bomo zmagali. Kje češ ti zmagati Brazilce v fuzbalu, ne. Ker obstaja še nezavedno verjetje, ne. Zdaj, kako, kaj, ne, kako nezavedno funkcionira kot sistem verjetja, to vam ne bom povedal, ampak nezavedno verjetje je ključ, ne. Ne, če imate tam neke punce pridejo, pa trenerka nekaj začne govoriti, seveda, a verjameš? Ja, verjamem, ne. Pa v resnici pa nezavedno ne verjame, ne. Pol pa pride neki capo di banda, on znanec, ki vse ve, ki ima že toliko pa toliko titul, pa reče, takole je, ne. Pol pa pride do nezavednega verjetja, ne. Ta je pa bolj suvereno, če ti nezavedno verjameš, ne. In seveda v tej paradigmi verjetja mora priti do brezpogojnega zaupanja in verjetja. V trenerja brez tega ni uspeha. Zdaj takole, če že govorim psihoanalitično, ne morem brez Oedipovega kompleksa. Zdaj ključ oziroma steber razumevanja človeške psihe, dekličje na svoj način, dečkove na svoj način, ženske psihe, moške psihe, treba je razumeti na poseben način, ne, torej na poseben način, skozi logiko Oedipovega kompleksa. Ne, kaj je Oedipov kompleks, mislim, morate malo vedeti, da bi razumeli, kaj sploh govorim, ne, ko govorim psihoanalitično o športu, ne. Zdaj, Oedipov kompleks pomeni, da si otrok, ne lasti mamico, ampak pol pa pride ta mogočni oče pa reče sinu, tistela tvoja mamica je moja žena bolj kot tvoja mamica, ne. Da ne bi ti slučajno, tamle imaš posteljo, jaz pa z mamico spim, ti imaš pa medvedka. In je poražen ta mali Oedip in iz tega poraza se črpa
neizmerna tekmovalnost vsakega fanta. Na tej tekmovalnosti se gradi ta agon, ne, agon je v resnici konfliktnost, ne. Ta neznosni poraz, ki ga oče mora prizadejati svojemu Oidipu, postane potlačen, ne, ga doleti ta občutek, ne, izgubil sem v boju za mamico, z očetom, ne, ko bom v vrat zavil, pa ne morem, ne, pa to potlačiš, ampak ko bom pa velik, bom pa tak kot točka, bom pa tak car, ne, pa bom pa imel, ne, privilegij v materini želji, torej, mamo že takrat prepusti očetu, tabu incesta, potem pa pride ženska, ne, če češ ti to žensko dobiti, moraš pa zmagati, ne. In otroci smo tekmovalni, torej, moški smo tekmovalni zato, ker smo kot otroci bili poraženi v boju za mamico in smo se potem identificirali s tem zmagovalnim očetom, ki ga ima mamica raje kot nas, ne. Le kaj je na očku takega, da ga ima mamica raje kot mene, pa z njim spi, jaz imam pa v svoji postelji, ne. Ampak ta potlačitev se mora zgoditi zato, da se psiha normalno razvija, tudi v smer moralnosti in tekmovalnosti. In trener pol tukaj vstopi, ne, namesto dobrega očeta, ne, zasede simbolno mesto dobrega očeta in o športu, če ti foter kaj teži, kaj pa boš ti fotra poslušal, poslušaš očet, torej, vrnjenega očeta, to je pa trener. Zdaj jezo do očeta, ne, ti je kradel mamico, pa prekanaliziraš na nasprotnika, ne, in pol zmaguješ in pol tudi, če treba, se stepeš. Ne, tisti tudi mogočni oče, ki je pa pravičen, je pa sodnik, ne. Ta te pa lahko izključi, ti da rdeč karton, pa popušiš, ne. Pa te ni več, te kastrira, te odstrani iz igre, ne. To so vse simbolni procesi, ki so značilni za moško funkcioniranje v športu. Žensko funkcioniranje je malo drugačno, ne, zdaj tole se malo tepe se s percepcijo ženskega rokometa, ampak tole so zmajčice. Ena od telih ima Samirja Handanovića, ena ima, ko je bil Stipe Modrić, košarkaš, ena od teh je Sanja Modrić, ne. To so neke zmajčice, ko so lepe ko liter, bi rekel Pijanc, ne. Zdaj ta Oidip pri deklicah je malo drugačen, ne, deklica, ko razrešuje to anatomijo genitalij, ko primerja lastne mednožne genitalije s fantovskimi, ne, tam ji nekaj manjka med nogami, načeloma se deklica zateče v karakterni narcizem oziroma karakterni telesni narcizem in želi biti lepa, ne. Zdaj ne vem, koliko vi veste, koliko si ženske želijo biti lepe, moški ne, ne, načeloma. Njega zanimajo mišice, ker ima ono mednožno mišico kronično premajhno, ampak ženska zaradi primanjkljaja enega organa, lulčka, uveljavi preostalo telo kot lepo, ne, in je bolj narejena potem za kazanje svoje telesne lepote, ne. Leži estetika, ples, ne, to je ženski pisano na kožo, na psiho, na željo. Ne, tekmovalnost se pa pri ženski pa razvija na druge načine, ne. Zdaj ne bom ortodoksiral pa rekel, ne, zavidanje penisa je v tej tekmovalnosti ključno, ne, najboljše v tekmovalnem smislu so lezbike, ne, ali pa trans moški, ki so v resnici ženska, pa tako zelo zavida moškim penis, da si da odrezati jožke, pa se naslavlja kot trans ženska. Trans moški, ne, v resnici pa ženska, možata lezbika, bi se dalo reči, ne. Okej, če se vrnem na čustvovanje, tukajle sta ta dva famozna trener in nogometaš, ne, Zlatko Zaho in Srečko Katanec, ta dva sta si, ne vem, kaj sta si delala, jebala mater, prodajala Šmarno goro, ne, ker sta bila v negativnem transferju. Tale Zlatko Zahovič ni imel kaj preveč dober odnos z lastnim očetom, zdaj menda poznal ga je, Srečko se pa tudi ni znašel, da bi tega petelina krotil, tako kot recimo ga je Zdenko Verdenik, ne, pa je tudi Zdenko imel veliko problemov z Zlatkom, ne, je bil neukrotljiv,
v smislu krotenja, ne. Bil je pa odličen nogometaš, brez njega se ni dalo nič, ne. In ga je bilo treba potrpeti, ne. Tale Srečko ga je pa kar zamenjal tam na neki tekmi, ne. Tem Petelinu se je pa zmešalo. Ne, Srečko se ni znašel, ne. Imaš biser, zdaj se pa uporabi ga, če znaš, ne. To je bilo 20 let nazaj, tam pred Koreja, Japonska, svetovno prvenstvo, leta 2000, tam okoli, ne. Jaz sem takrat pisal o tem negativnem transferju tudi, ne, ko se to čustvovanje med sinom in očetom sprevrže v negativno čustvovanje. Negativni transfer oziroma negativni kontratransfer, kar bi veljalo za Srečka Katanca, ki tam neki jokal, ko mu neobogljivi sin, ga ni poslušal. Ja, ne, imeti ga moraš za pacienta, ne, mislim pacienta, tako se reče. Transfer, ne, je ključen v športu za vcepljanje zmagovalne mentalitete in posredovanja takšnega in drugačnega znanja. In transfer se da razumeti kot simptom, to je znanilec nečesa, kar se je zgodilo v otroštvu. V otroštvu se čustvovanje dogaja med otrokom in staršem, ne. Istospolnim ali pa nasprotjespolnim. In če se potem v trenažnem procesu zgodi ta kombinacija trener, trenerka, športnik, športnica, se obudi to čustvovanje iz otroštva, ne. Zdaj pa vprašanje, kaj v tem v otroštvu pa je, ne. Zato je treba včasih tudi pogledati malo v primarno družino, da vidimo, ali so tam kakšne ločitve, ali je tam kak očim, koliko je osovražen, ta biološki oče, če je že očim prišel, ne. To mora trener kar vedeti, ne, ali pa tudi trenerka, recimo, koliko hčerka sovraži svojo mamo, ne, ker pol to prej ko slej trenerka faše, ne, oziroma razne zaplete lahko faše trenerka na račun slabega odnosa hčerke s svojo mamo. Okej, zdaj tlele ne bom povedal, da je tlele v ozadju ženskih pretepaških medalj slovenskih veliko tega transferja. Tam so katera Urška Žolnir, Lucija Polavder, Tina Trstenjak, ne, Ana Marija, katera že, saj ni važno, pa Marjan Fabjan, ne, to so čustvovali fejst. Zdaj, biti pod kontrolo, imeti sam sebe pod kontrolo, to je pa že malo višja matematika psihoanalize. Trenerji pogosto niso ravno, kako naj rečem, izurjeni, da se krotijo. Ženska kot trenerka v moškem športu, mislim, v plesu mogoče, ne. Palična tekmovalnost, to je pa moška domena, tam pa ženska ne doseže tega statusa. Izživljalna pozicija njena je šibka, ne verjame se ji, ne. Ženska transferira na mati, ne, mati pa tam ne soli pamet sinu, kako je treba zmagati pa se pretepati, ne. Ženske kot trenerke so lahko pogojno uspešne v mlajših kategorijah, ne, ali pa v ženskih kategorijah. Zdaj tole, glede na to, da se pripravljam za rokomet, ne, ženski rokomet, so tam ženske trenerke, to še nekako gre, ne. Zdaj, če bi bila pa ženska trenerka v moškem rokometu, tle bi pa mogoče bila uspešna, ampak če jo ne bi nič poslušali, ne, takrat bi bila trenersko uspešna, če bi fantje sami rekli, dajmo, pustimo to mamo, dajmo mi zmagati, ne. Tukaj so pa problem še žogarski športi, ne, tam s paradigmo gola, gol ni gol, ne, samo ne bom šel v to smer, ne, in tam ženska težko dopoveduje, da ga je treba not dati, ne. Razen če bi se napravila v starleto, pa da bi jih malo zapeljevala tam in bi se oni pol kurčili za svojo trenerko. Tudi to bi bilo, ne, ampak to bi bilo eksperimentalno, ne, samo bi morali bi že znati igrati, ne. Potem bi jih pa samo motivacijsko trenerka kurila, ne, da pride v miničih pa v štiklih, ne. Ampak oni morajo koncept žogarskega športa obvladati in potem se bodo že znašli, ne. Drugače pa žensko ne poslušajo, ne, to je, zid naredijo fantje, če jim punca ženska trobezlja, kako je treba zmagati, ne. Transferni odnos je
zgolj eden od številnih nekih nezavednih procesov. Ne. Vračanje prvosti v drugost, ne, se pravi simbolno oživljanje nekega infantilnega doživljaja, prenašanje v odraslost, to je neka paradigma, to je univerzalna duševna paradigma, ne, ki je iz registra kvantne psihoanalize. To je težko zdaj razlagati, ne. Fajn je, če vi meni verjamete, kaj vam govorim. Zdaj, da bi to dojeli, ne morate 10-20 let psihoanalizo študirati, da bo to dojeli, ko vam jaz rečem, da človeka obvladuje simbolni procesi, ne, da ni bistvo to, kar mi vidimo, ampak je bistvo naša nezavedna percepcija, ima simbolno konotacijo, ne. To moramo to moramo proučiti, da bi vedeli, zakaj žogarski športi, ki imajo paradigmo gola, ali pa kako to odbojka, ne, kako se prelaga problem na drugega, ne, da je to problem, v bistvu je to načelo ugodja, ne, neugodje se na drugega pri odbojki prelaga, ali pa tenisu, ping-pongu, pa tako naprej. Da tukaj obstaja tudi odpor do zmage, ne, ki se napaja v otroštvu razne, če nima nek športnik neke grehe, ne, in potem se mu vzpostavi ta paradigma, kriv sem že za neko pizdarjo, ki sem jo počel, ne, rabim samo še kazen. In kazen potem sledi tako, da pride do slabega rezultata, ne. Slab sem, ker si zaslužim kazen, ker sem imel ta pa ta greh, ne, kriv sem že, rabim samo še kazen, lahko tudi v obliki poškodbe. Ne, ampak to ne bom šel zdaj v neke kvantne segmente teorije. Tole je fajn, če preberete. Trener mora omogočiti svojim varovancem, da se z njim čustveno, torej transferno povežejo, da pride do tega pozitivnega čustvovanja, mora pa trener paziti na svoj kontratransfer, se pa povratno čustvovanje, ne, posebno tisto, ki je negativno, ali pa recimo, če je čustvovanje seksualno začinjeno, ne. Trener ali pa trenerka, športnik, športnica sta v pristnem odnosu, če se ujemata, ne, in temu pristnemu odnosu se reče pozitivni transfer pa kontratransfer, ne. Če pa heteroseksualna kombinacija, recimo trener, športnica, ne, in če je športnica genitalno zrela, ni tabuja incesta, veste, ženske so pohotne, kadar so smreke zelene, moški pa, kadar je morje slano ali pa olje mastno, ne, tako da je pa še tam ona zakonitost, da je pa fuk brez muk utopija, fuk je lušen, muka pa pol pride, ne. In če se to zgodi znotraj ekipe, pa to bi vse soigralke vedele, da se trener dol daje z eno, ali pa da jo ima raje kot drugo, ne, to ne bo šlo, mission impossible. Ker to črtite, ali pa nehajte biti trener, če si mislite tam libidinalno kaj privoščiti iz registra telih nadobudnih mladih žensk, punc, ne. Ja, zdaj pol v odraslosti malo drugače, ne. Zdaj tenis ima tudi ima sparinge, ima trenerje. Predvsem trener se mora zavedati, da se v nezavednem vsakega človeka in človekinje, ne, torej tudi ženske, potika tista neka seksualnost, neka pohota in to je treba imeti pod neko kontrolo, če imamo v mislih neke večje projekte, kot so, zmagati državno prvenstvo ali pa iti na olimpijske igre, evropska prvenstva, ne, tam pa mora biti neki veleum nad vsem in motrit. Tako se prihaja do medalj, ne, če se ve, kje je pa zdaj tukaj seksualnost, ne, kako so punce seksualno potešene, ali pa fantje, kaj se zdaj tukaj dogaja. Ne. Tudi čustva trenerja v povezavi s športnico je treba imeti pod kontrolo. Oziroma trener mora samega sebe imeti pod kontrolo. Treba ozavestiti kontratransfer, ne, če je neki moški trener neke ženske ekipe, tam pa vse, bi rekel, 18 plus, ne, vse pohotne do konca, nobena lezbika in pol
se dogajajo stvari, ne. In ta kontratransfer, če trener zapade v kontratransfer, to se mu uperejo možgani, se mu sfuzla, ne, od zadetosti, od lepote mladih punc, če se pa z njo še kaj slučajno zaplete, potem, ko si dal heroin v žilo, ne, pol ne moreš ven iti, ampak ven iz odnosa, ne, punca se zaljubi takoj. Če je pa to ekipni šport, ne, če je individualni šport, pa vse laufa, pride do olimpijskih iger, do medalje, ne, pa rataš Petra Majdis ali pa Tina Maze, ne. Ampak če je pa kolektivni šport, ne, to pa rata atomska bomba, tempirana, cela ekipa, ne, ker punce med sabo si berejo, pogleda v oči, točno ve, kaj je delala s trenerjem, ne. Je tudi njen trener, ki je fovš, ne, zakaj pa s tabo, zakaj pa ne z mano, ne. Kaj naj še rečem? Žensko kontratransferno čustvovanje do svojih hčera, kot trenerko mislim, je pa specifično, ne. Tam je pa zapleteno še pa še, ne. Mama pa hčerke. To je treba, kako bi rekel, kura pa same kure okoli. To mora nek petelin, ko mora stvari malo v red dajati, ne. Recimo eni ženski kolektivi so peš čudni, če so v kolektivu same ženske pa nobenega moškega, ki bi malo pošlihtal te stvari, ne. Zdaj, tale kontratransfer je dober, mislim, jaz sem ga predaval tem selektorjem, vodjem reprezentanc pa tako naprej, ko smo imeli to ekspertno skupino, to evropska sredstva smo imeli, ene 3-4-krat smo se dobili, v par letih z različnimi temi selektorji, najvišjimi, ne, vodje reprezentanc, selektor državne reprezentance, ne vem, kjer je takrat bil, a je bil recimo za fuzbal Katanec, košarka, ne vem, Maljković bi mogel priti, seveda ni Maljković prišel, takrat sem jaz predaval, ne. Bil je pa, ne vem, selektor ženske nogometne reprezentance, ne, ko sem tam govoril mu, da ima Mission Impossible, je sam kimal, ne da se, ne. Ženska pa fuzbal, ne, pa tam še dobiš ene 3-4 lezbijke, tempirana bomba. Ampak fajn je vedeti, ne, fajn je priti do uvida, češ, ne, zdaj pa jaz čustvujem do tele, ni tako dobro, ampak lepa je še pa še, ne. Ful erotična je, ful mi deluje pohotno, zdaj pa ti imaš pa tam družino pa 2 otroka, zdaj se pa spusti s ketne, ne to delati. Treba je do uvida priti in spoznati, zdaj se mi pa dogaja, kaj že, tisto, ko vode prav transfer, ne, se pravi, nezavedna zaljubljenost, ne, nezavedno čustvovanje s pozitivno valenco, ne, in trener mora imeti to pod kontrolo, trener kot avtoriteta. Trener je subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, da zna, da zmore popeljati ekipo na prestol, zmagati vsako ekipo, ne. Trener je tisti subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. Načeloma moški, faličen, ne trenerka, ampak trener, ampak tudi trenerka je pogojno lahko, recimo v tem rokometu, je kar nekaj uspešnih trener, tudi v ženski košarki so, ne, mama pa neke hčerke, pa probajo, načeloma se čustvovanje obrača, ampak ko se obrne, to lahko funkcionira, tudi mama lahko svojim hčerkam dopove, zdaj bomo pa zmagale. Ampak treba je misliti, treba se vsega tega čustvovanja zavedati, treba je vedeti, kaj se dogaja, in recimo tale Nacionalna panožna zveza mora vedeti, ne moreš ti kar Grgića zamenjati, ne. Če je oče za vse te hčerke vse naredil, ključne igralke vidijo samo Grgata, te pa enega Grka peljejo, ne, to je vse adijo pamet, ne. To tisti, ki se na košarkarski zvezi ukvarjajo žensko košarko, ne, bi rekel, malo jim je mar, ne. Ne zanima samo moška košarka, Dončić, Dragić, to je to. No, tale žlahta v športu, saj se dogaja, ne, mislim, tam je vse bolj to intimno, čustveno, pride do določenih uspehov, celo enormnih uspehov, ampak pol se pa recimo stvari se spet zapletajo, ne. Jaz tako osebno ne priporočam, da bi bil foter trener svoj sinu, hčerki, ne, čeprav evo, Kostelići so fenomen, ne, ampak mama pa hčerka,
Ilka pa Darja, mama. Darja Črnko, joj. Ne smemo o tem govoriti, ne, ampak začikanje to, ne. Ker trener mora napizditi včasih športnika, športnico. In pa ne more fotar napizditi hčerko. Fotar je tisti, ki ima rad svojo hčerko. Vselej. Ne, da je skozi napizdevati. Trener mora pa športnico tako rekoč skozi napizdevati, če se vulgarno izrazim, ne. Problematični so tudi, bi rekel, klubi, zdaj ne vem, točno kako je tlele, pa je tudi kar neki žlahte. Ne vem, v katerem klubu je ni, ne. In to sorodstveno povezovanje znotraj kluba, ne, znotraj uprave, to tudi, mislim, so trenja, ki se to domov prenašajo, ne, odločitve na terenu so take, pa doma se v tem, ne, pa sta pa skregana dva, imata pa še otroke skupaj, ne, to zajeban. Pa zdaj gremo pa malo na poškodbe. So del športa, vendar tudi v poškodbah se da skozi psihoanalizo veliko drugačnega povedati, ne. Vsi trenerji, ki smo kdajkoli delali, vemo, da so ene športniki, športnice bolj dojemljivi za neke poškodbe, bolečine, drugi manj, ne. Ampak ne gre za ta prag bolečine. To je v ozadju še nekaj več, nekaj psihosomatskega. Nezavedni psihični procesi, jaz sem jih proučeval na prvem magisteriju najbolj, ne. Predvsem Bekovo bolečino sem v Zagrebu delal, pri Smilki Horga. In tam sem, ko sem seminar delal, mislim, to se ni mogla načuditi, koliko jaz vem o tem, ne, če sem sam bil poškodovan pa končal kariero zaradi psihične poškodbe na nogi, ne, sem si strgal mišice, ne, in potem sem ona je rekla, konverzivni sindrom, jaz sem pa govoril o Bekovo bolečino, o somatični ubogljivosti, ne, o koristi od poškodbe, od bolečine, ne. In sem jaz naredil, je rekla, kaj tazga, pa še jaz nisem doživela v 30-letni karieri, pa sem psihologe imela. Tako dober referat sem jaz naredil leta 92. Tako da vem, o čem govorim, moje punce, ki so bile poškodovane, sem točno vedel, kje, zakaj, kako. Ilkine poškodbe, ne, sem tudi vedel, križ boli, zakaj. Ne, predzeljno, ne, ampak okej, če pa padeš tam po 50 metrih, te nazaj potegne, pa križna vez crkne, Solhunzeju, pred Sočijem se je to naredilo, ne, to pa ni glih tle not nastalo, ki je imela že poškodbo kolena prej. Ne, moraš vedeti, kaj je poškodba, ki ima neko psihično ozadje, pa kaj je plod favla ali pa padca, ne, ki se je zgodil, ne zanalaš, pa nezavedno motiviran, ampak je bila tam letena plošča, pa je prevelika hitrost bila, pa me je zavil, pa me je odnesel, ki smo cel sneg zapeljala, ne, to pa ni psiha tista. Treba biti malo previden, ne, ampak te koristi od poškodbe je treba, ne, ampak moraš pa imeti neko talentiranost, da to zaznavaš, ne. Da veš, da se da drugega zornega kota gledati na te poškodbe, kot beg bolečino, kot korist od bolečine oziroma poškodbe. Da gre za somatično ubogljivost, ki pomaga športniku, da ohranja digniteto svojega ega, ne. Jaz sem sam sebi mišico strgal, ne da bi vedel, ker to delaš nezavedno, ne. Ampak moj ego je ostal neokrnjen, ampak ko nisem šel na olimpijske igre, če sem imel pa mišico strgano, abduktor longus sem je strgal, ne, če ne bi bil pa bilo blizu, ne, leta 84, ampak ne, bil sem pa eno leto v vojski, ne, ampak moja psiha je pa bistveno bolj pametna v nezavednem vesolju, moje pameti, ampak tudi tam je neka debilna, otročja, infantilna pamet, ne, ki dela račune brez krčmarja, brez zavestnih kalkulacij, čisto infantilno se odloča naše nezavedno, ne. Kadar športniku ne gremo, te ego obrambni mehanizmi, rekel sem jih, da jih okrog 50, omogočijo, da ohrani nek pozitiven pogled na sebe, da je sam sebi kolikor toliko všeč. In zato se pol športnik lahko prenaša, se vidi v dobri luči, ne. Zato včasih rabi poškodbo, da opraviči svoj eventualni, ne, kaj če, neuspeh, ne. Ni nujno, da bo neuspeh. Jaz sem imel punco, ki je kar počela tlele neki bursitis, ne, zato ker je mislila, da bo slaba. Šlo je pa za prvo tekmo in ni vedela, da so tudi druge slabe. In jaz sem ignoriral to poškodbo. Nič, ti kar pet. Ne.
In pol je šla, boli, pa še sem zmagala. Jaz sem pomislil, ja, nisem vedela, da so tudi one še niso v formi, ne. Ampak je pa zmagala, pa ta Borsiti še kar zginil, ne, ker ni bilo več razloga, da bi imela poškodbo, s katero bi upravičevala svoj neuspeh, ne. V glavnem, teoretsko je treba imeti v vidu poškodbo kot zbežanje v bolečino, v poškodbo. Okej, tudi prej sem že omenil, obstajajo tudi samokaznovalne poškodbe, ne, sem kriva za nekaj, ne, rabim samo še poškodbo ali pa slab rezultat, ne. Imam pregrešne misli, vezane na trenerja, kriva sem, kaj pa rabim, je poškodbo. Ali pa če sem poškodovana, me trener masira. In pol pa sem poškodovana, da me trener masira. Sem imel eno tako punco, skozi je bilo treba masirati, ne. Ja, zakaj že? Ja, zato, da sem se ji posvečal, je bila brez fotra. Pol pa bolj sem jo masiral, skozi je bila poškodovana, v resnici pa fotra ni imela, jaz sem bil pa njen drugi nadomestni oče, ne. Teh imate primerov kolikor hočete, ne. V egopsihologiji se govori o konverzivnem sindromu, ne. Dezorientiran je mehanizem za regulacije organskih funkcij, mehanizem, ampak to so egopsihologi, če boste slučajno kaj iskali. Ko sem jaz pri Smilki Horgoj delal ta referat z izbega v bolečino, sem mogel govoriti o konverzivnem sindromu, ne. Dezintegriran mehanizem. Zdaj pa imam to psihoanalitično logiko. Pri klasičnem begu v bolečino, ki je nezavedno motiviran, ne gre za simulacijo, to morate vedeti, to res boli, gre za resnično poškodbo, ki se jo da diagnosticirati ali pa celo zaznati s temi tehnikami od rentgena, ultrazvoka, CT-ja. Včasih pa samo boli, ne, križ samo boli, rama boli, ne, ampak nič se ne vidi, ne. Ampak boli pa, ker človek ima psihični vzrok in ga mora boleti, ne, v stiski je, zato ga boli, ali pa zato si tudi lahko strga mišico. In počasih je treba to stisko, psihični vzrok sanirati, da se pol poškodba sanira, ta, zaradi katere se ne da igrati. Proučiti je tudi treba korist oziroma dobiček od poškodbe. Ne, nekatere koristi od poškodbe obstajajo, ne. Če sem poškodovana, me pa trener pol bolj milo gleda, ne. To bi bila tudi ena od koristi, ne. Zdaj, kako zaznati to psihično užadje, saj se ga ne da izmeriti, ne. Da se ga intuitivno predpostaviti oziroma čutiš, ne, če fejst imaš vse v mezincih, čutiš, nekaj jo matra, skozi je poškodovana, v stiski je. To lahko trener, ki skozi športnico ugotovi, trener, trenerka, da je nekaj psihičnega. Ali pa psiholog, ki ima več tega znanja, ne, ključno je pa to psihološko gledanje oziroma psihoanalitično gledanje na te poškodbe, pa na psiho. Zdaj, karierni zastoji zaradi poškodb so na tekočem traku, kot po tekočem traku pridejo, ne. In so nadležni, ne, ampak včasih gre pa v resnici za psihične, za ego neke zagate. Poškodbe se pojavijo kar nepričakovanju, ne, ali je kronična, ali je nesrečne okoliščine so, ne, ki v resnici sploh niso toliko nesrečne, ampak naše nezavedno skrbno načrtuje poškodbo, ne. Tako da stvar je diskutabilna, zapletena še pa še. Toda psihoanalitična logika je tukaj neizprosnega, ne, ker reče, da nič ni slučajnega, vse ima svoj nezavedni vzrok in smisel. Nezavedno ozadje. In to je zapleteno, ne da se ga dokazati, koliko se da dokazati, ne vem, Pitagorjev izrek. Ali pa matematično kako formulo. Ta logika nezavednega je na videz nesmiselna, nelogična. Ampak če pa malo bolj pogledamo, psihoanalitično pogledamo, pa vidimo, da je vse zelo logično, ne. Sem imel v športnici rekreativke, ki je strgala si mišico, ne. Od kje, zakaj, zdaj pa ne morem lavfati, ja, sem imel pa v hipnozi, ne, veliko, ker je bila kopica enih spolnih zlorab, sem mogel predelati, tudi terapiram, ne. In
sem šel gledat, ne, zakaj je imela to poškodbo zdaj. Ja, zdaj pa poslušajte ta banalni razlog. Mišica je strgala zato, da je oživela neko seksualno zvezo z zdravnikom, ker ga je preko reda sprejel in jo zdravil in upanje je, računala je, da se bo ta spet začela dol dajati. Mislim, šlo je za rekreativno športnico, tekačico, čez 40 let staro. Ne. To je ta nesmiselnost, ne, ki ima globok smisel, ampak smisel pa račune s krčmarjem, krčmar je pa nezavedno, seksualno, dela čisto spontano, nehotno, nezavedno. Ne. Sama sebi dela scenarije. So navide, zavesti, nesmiselni scenariji, imajo pa globok smisel. Globoko kalkulacijo, ki navadno še ima neko seksualno konotacijo. Torej, ni vsaka poškodba, še nekaj naj povem, psihično motivirana, ne? Ker obstaja tudi grobi prekrški, sami veste. Ne? Ampak tudi okrevanje, recimo, če je psiha čista, ne? Če je želja pristna po nadaljevanju kariere, se bo poškodba hitro rehabilitirala. Če pa tam nezavedna ideja, zdaj, ko sem pa poškodovana, grem pa lahko na žure, ne? Zdaj sem pa malo bolj fantom lahko nastavljala po teh žurih, ne? Pa je pa to bolj paše, kakor trdo trenirati in pa se poškodba nikakor ne sanira. Ne? Tudi to je v ozadju, možno, da je. V vsakem športu so določene poškodbe tipične. Zanimivo pa je, da se v logiki poškodbe vendarle pojavljajo neke sistematične, redne anomalije oziroma nelogičnosti. Za razumevanje ali pa pri razumevanju somatične ubogljivosti in tega bega v bolečino niso vprašljive določene neizbežne poškodbe, ne, ki jih razni favli, tih nasprotnik dal, pa res neke slučajnosti. Razmisleka vredno so poškodbe, ki se ne bi smele zgoditi, pa vendarle se zgodijo na videz čisto slučajno. Samo na videz. Ali je športnik pri neki poškodbi zares zbežal v poškodbo, bolečino? V resnici ne moramo vedeti čisto zagotovo, 100%, ampak gre za sum, sumimo pa lahko. Ne? Zdaj, da sumimo, moramo imeti pa kar precej znanja. Zdaj moram reči, da so otroci pa ženske, dekleta bolj dovzetne za beg v bolečino, za poškodbe, in tudi v drugih kontekstih zapadejo temu fenomenu. Mislim, ženska in moška psiha je drugačna. Okolje športnice, ki zbežijo v bolečino prej, pa bolj tolerira. Pri športnikih smo bolj neizprosni, že zobe stiskamo, če pa punco kje boli, pa težko, ne. In okolje celo spodbuja na nek način, če pride do stresne situacije, pa punco nekaj zaboli, pa jo daš kaj sedeti, ne. Tako pa ne daš sedeti, zobe stisni, bež naprej. Moj ta-mal je imel zlomljen prst, kuk te pa boli malo, ne povedati, da imaš zlomljen prst. Punce pa ne moreš ti s poškodovanim telesom kar v borbo poslati, ne. Obstajajo razlike med spoloma, bolj smo tolerantni in jim utrjujemo to pogojevanje, ne. Če imam poškodbo, se mi zgodi korist. Tolerantni smo do punc. Naj še rečem, da če ti fanatično ne verjameš, če nimaš samozavesti, ne moreš uspeti, ne. To je neka generalna ugotovitev za sklep. Tisto, kar v nas verjame, je naše nezavedno, ne. Mi moramo nezavedno verjeti v svojo kvaliteto. In če smo suvereni, če smo v formi, če vemo, da moramo zmagati, da želimo zmagati, se poškodbe ne bojo pojavljale tako pogosto. Športnik je poln poškodb, je tako rekoč obsojen za neuspeh, ker ne more trenirati. Skratka, koliko je še od telih? Ja, vse še kar je. Diskutabilne so poškodbe, ki se naselijo v športnikovo telo v nekem pripravljalnem obdobju, ne, ali pa v sklepnem obdobju priprav, ker naš kognitivni aparat, inštanca jaza, dela račune brez krčmarja, sklepa, da bo okrnjeno njegovo dostojanstvo in identiteta, če se bo pojavil na tekmovanju in ne bo izpolnil neke vloge favorita, vloge, ki jo pričakuje sam pri sebi ali pa jo pričakuje, če se
lakanovsko izrazim, veliki drugi. Ali so te jazove indukcije, se pravi sklepanja, upravičene ali ne, je v bistvu nepomembno. Ne, mislim, pomembno je že, ampak trener pa lahko tisto intrapsihično realnost z bodrenjem pa z nekim pozitivnim pranjem možganov razblini tisto, rekel, skepso do svoje forme, ne, sem slab, trener pa reče, idealno, si na poti do odlične forme, dobri smo, zdaj smo izgubili v tem pripeljanem obdobju, ker sem za nalašč tako koncipiral igro, to je bila terapevtska tekma, ne, v resnici smo pa fino napredujemo. Ne, če trener to reče in da ima ta status subjekta, ki ve dobre matere ali pa dobrega očeta, potem pomeri športnice, športnike, ne, in potem teoretično bi pričakovali manj poškodb. Ne. Tale jaz, ko se zateče v poškodbe, to naredi čist spontano, nehotno, nezavedno. Ne. In zato, da opraviči neuspeh, ki ga bi sicer pripisal sebi. Obstaja tudi to nezavedno mišljenje. Nezavedne misli so prebrisane, poškodbe se navadno pojavijo natančno na takem mestu, da je nadaljnji trening nemogoč. Ne? Se pravi, v rokometu te bo rama bolela. Ne bo te, me ušes boli. Se ne igraš rokometa z ušesom. Ne? Hrbtenica je tudi zelo dobra. Ne? Če te v križ te boli, ne morem, me šipelj, me boli, na sliki nič ne pokaže. Ne boli te pa. Najbolj elegantno je, nisem ravno s konverzivnega bega v bolečino pri telovatkah, ko jih boli hrbtenica. Ja, zredila si se, ne moreš več dobra biti, ker se je zredila, pa te križ boli. In take določene poškodbe včasih je treba tudi ignorirati. Ampak ok, to je dvorezno. Greš čez neko stopnjo nekih pričakovanj, pa se neki stvari se tako pa tako zgodijo in ne drugače, in potem bolečina v križu kar zbledi, ker ni tako dramatično se stvar razpletla, kot je naše nezavedno pričakovalo. Ok, saj lahko tole malo berete. Če se pojavi poškodba, za katere sumimo, da je psihične narave, sumiti pa moramo tako rekoč na vsako poškodbo. Je potrebno obravnavati kot psihično. Spoznati in odpraviti treba psihični vzrok, zaradi katerega se je zgodil beg v bolečino, beg v poškodbo. Ali pa obložiti treba to stisko, frustracijsko situacijo. To bi bila sicer naloga psihologa, ampak če ni psihologa, mora pa trener biti znala za vse. In mora s pogovorom znati neutralizirati to stisko, da se v bistvu se miselni sistemi začnejo bolj pozitivno obnašati in to pogojevanje, ki ga vzpostavi s to poškodbo, zbledi. Ker smo trener kot subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, kot dobri oče ali pa dobra mama, mu servira drugo interpretacijo in ta druga interpretacija prime v miselnih sistemih. Ok, prej sem rekel, da so otroci zelo dojemljivi za poškodbe, pa ženske, ampak tudi veterani, to zaboli, samo me je ošipel, ne morem več, ki izgubljuje, zaščiti svoj ego, digniteto svoje samopodobe pozitivne. V smislu, če se ne bi poškodoval, bi pa zmagal. V resnici pa poškoduje zato, ker ne more zmagati, pa ohrani tisto digniteto. Zdaj, treba še vedeti, da včasih pri veterankah, recimo, pa ni nujno, da pride do poškodb, pa vsa ritasta, pa debela, pa kar igra, ker uživa, ker pri ženske imajo šport bolj za play. To sem s faktorsko analizo pri motivaciji, pri magisteriju ugotovil. Ženske imajo play, moški imajo pa game. Play je igračkanje, lušnje, se igrajo, pa smejijo, moški se pa na smrt stepejo, je pa game. Pri nam je vse igra, ni vse igra. Moška igra je game, ženska igra je pa play. In je pa lušč na drug način. Zato ponavadi je logika, da tudi ženske, takrat, ko bi moški že zbežal bolečino, ona ne zbeži. Pa še tudi ženske nimajo fenomena
kastracije, ne, moški, ki je poškodovan, je kastriran. Ženske tega fenomena kastracije nimajo, čeprav je pa ta poškodba telesa za ženske pa tudi svoje vrsta nočna mora, ker se jim poškoduje telo, ki je narejeno za moško željo. Ne, poglej me, kako sem lepa, tam imam ti telo, ti mi daj tisto, kar meni na telesu manjka, je ta fantazma. Ne. Okej. Včasih je dobro vedeti, da tudi športnik ve, da imajo mnogi njegovi psihični procesi nezavedno obeležje. Torej nezavedne vzroke, psihično ozadje. In zdaj to psihično ozadje ima pa še tako imenovano, vse to je ta kvantna psihoanaliza, simbolno strukturo. Simbolna struktura pomeni, da žensko, ki skozi trebuh boli, to ne pomeni, da je noseča. Ampak pomeni, da skozi premleva en problem v glavi, pa ga še v trebuhu premleva. Nekatere boli koleno, ker kleca skozi, kleca. Nekatere življenje lomi, križ boli. Nekatere pa glava boli, migrena. Migrena je psihična bolezen. Jeza je temnot potlačena, ki se ne žiri, ne manifestira oziroma ne predela. In pa pride do migrene. To je to simbolno. Ok, se gremo proti koncu. Problem dobre psihične priprave športnika je naloga trenerja. To je moja, pa se jaz ukvarjam s psihično pripravo športnikov. To je domena trenerja. Psihologi niso, to pravi, če sami niso bili športniki, težko se ne, pa ne razumejo se na vse športe. Trener ne sme računati na iznajdljivost športnika, ampak mora on biti tisti, ki misli namesto športnika, ker je starejši, ima več pameti, več izkušenj. Športniki oziroma športnici, mlade punce, to so še butaste. Razmišljujoči športnik lahko pomaga sam pri sebi, pri psihični pripravi, lahko pa si tudi te športniki zavozlajo misel, čisto napačno smer si jo zavozlajo. Psihoanalitično razmišljanje je dvorezno, ima svoje prednosti in tudi svoje slabosti. Ni fajn preveč razmišljati, manj veš, boljš je. V enem segmentu, ampak včasih pa moraš vedeti, pa moraš veliko vedeti in veš tudi tisto, kar ne bi smel vedeti. V športu so načeloma problematični preveč slabi trenerji, katerih slabosti ne morejo korigirati niti dovolj dobri športniki. Trener mora biti vsaj dovolj dober, da ga lahko korigira razmišljujoč športnik oziroma športnica. Zdaj, težko je priti na luno. Na luno priti težko, to pomeni spet v moškem športu je težko. Projekt osvojiti luno. Ženski šport, to je pa, mislim, ok, se da priti na Mars. Ampak ženski šport je, moraš biti pa lisjak, moraš biti bolj pameten. Sej včasih bolj narediš iz punc fantinje, lažje zmagovati. Ampak punce razumeti v tem psihičnem smislu, to je pa res mission impossible. Lažje na Mars prideš. Kolektivni športi, tam je pa gruča punc, so pa še posebej zagatni. Ženski kolektivni šport, pismo, kolektivna psiha, neke ženske ekipe, ženska košarka, pa Grk, pa naš Grgič, Grga. Zdaj so neki zmagale. Ampak to bo disaster na Evropskem prvenstvu. Evo, to je to. Stop recording. Stop share.